Dragi poslušalci in gledalci, dobrodošli v podcastu Razkritja, kjer naši gosti razkrivajo in odkrivajo samo resnico. Danes v našem podcastu izrekam dobrodošlico Dejanu Jariču. Dejan, dobrodošel. Živijo. Imela bova zelo zanimivo tematiko, ne da bova govorila o psihoterapiji, ampak o transpersonalni psihoterapiji. Res je. Zdaj pa za začetek mi samo pojasni na kratko, kakšna je razlika v tem pomenu. Ja, v bistvu transpersonalna pomeni nadosebna, torej gremo nad osebnost, ker mi vemo, da smo v resnici duhovna bitja, ki imamo seveda fizično izkušnjo na tem planetu Zemlja in imamo seveda vsa telesa, fizično, eterično, čustveno, mentalno, karmično, duhovno. In v bistvu ta transpersonalna se dejansko osredotoča na tisti najgloblji del nas, torej kjer so v resnici nastali tisti naši najgloblji vzroki za naše težave. Pa mogoče mi zaupaš, meni se zdi psihoterapija, jaz se to spomnim iz otroških dni, ker smo gledali včasih filme, ker je nekdo prišel pa je razlagal svoje težave. Vem, da je to še vedno tabu tema v Sloveniji, ampak zakaj se nekdo odloči za tak poklic? Da bo poslušal druge, ki ima milijon težav. Ja, ponavadi rečemo, vedno izhajamo iz nas samih. Tako kot sem jaz sam svoje težave z depresijo že v gimnaziji in sem seveda hotel najti vzroke, zakaj ne. Saj sem by the book, saj sem tako, kot moram biti, priden, ubogam, saj ugajam, saj ustrezam vsem, saj sem, tako kot družba od tebe hoče, ampak nekako nisem bil srečen, izpolnjen, dejansko nisem živel sebe, svojega polnega potenciala. In sem v bistvu vedno, vsak izhaja iz sebe, tako kot sem jaz mogel svojo transformacijo narediti, preko kar 11 let transformacije vsega tega nezavednega, kar je že Jung rekel, če ne bomo zavestili teh naših nezavednih blokad, naših vzorcev, bo to vodilo naše življenje in to bomo imenovali usoda. Tako da vsi imamo pač nezavedne vzorce, vsi imamo lahko določene blokade na nezavednem, tako da jaz bi rekel, vsak rabi eno terapijo, ne rabi nujno reči psihoterapija, če ima nekdo še s tem problema. Torej, to je za čisto vsakega, ne rabiš biti bolan, ne rabiš imeti diagnozo, ne rabiš karkoli. Torej, to je v bistvu zdaj, ki je zelo poznano, delo na sebi, torej preko raznih tehnik, pristopov, jaz tudi različne tehnike pristope uporabljam, tudi preko meditacij, preko kvantnega enotnega polja vodim ljudi in da lahko tudi sami veliko preko meditacij v bistvu transformirajo. Tako da v bistvu ključ je v čiščenju naših podzavestnih omejitev, vzorcev, blokad, strahov, ki smo jih vsi dobili tam do 7. leta, je otrok v teta stanju, je v stanju hipnoze, lahko rečemo, in kot spužva, vemo, absorbira vse informacije iz nezavednega, oziroma vse informacije iz okolice, in to gre seveda v podzavest, in če tekom življenja nič ne spremeni, on živi, kakor je bil pač programiran, in pač životari in ni izpolnen, ne živi sebe. Obljubila sva, preden sva začela z snemanjem, da bova eno tako terapijo prikazala tudi na meni, ampak ob koncu podcasta, par minut, ne samo tako, da napoveva, da se bo na koncu nekaj zgodilo. Ampak vseeno, kaj je bil tvoj proces transformacije? S čim si se ti soočal? Ker že razkrivamo stvari, Tudi na koncu bom jaz nekaj razkrila, tako da dajem najprej besedo tebi. Ja, jaz sem imel v bistvu te blokade, jaz moram biti priden, moram sem ugajati, ustrezati, ne smem izražati sebe, svoje resnice, in sem bil zelo tak potlačen, bom rekel. V otroštvu mama je bila zelo stroga, dejansko me je hotela vzgojiti enega tazga pridnega fanta in dejansko sem jaz to kar dolgo časa živel, in nisem v bistvu čutil sebe, preveč sem bil v umu, nisem imel v bistvu povezave s svojim srcem in zaradi tega sem v bistvu doživel ta stanja v bistvu depresije že v gimnaziji. Takrat sem začel tudi za transcendentalno meditacijo, ki mi je zelo pomagala, kasneje tudi za individualnimi seansami, ko sem čisto svojo podzavest, vseh te navlake, bom rekel, vseh teh blokad. Torej, ključno je res v bistvu najti ta stik s seboj. Torej, kaj tvoja duša kliče, po čem hrepeni tvoje srce, da začneš v bistvu živeti sebe, svoj polni potencial in da imaš v bistvu to, danes vemo, možgansko srčno koherenco, torej da imaš in srce povezano, in da deluješ v bistvu v harmoniji s samim s seboj. To je tisti ključ, kajti če
nisi svojih težav razrešil, boš težko pomagal drugim. To je danes res osnova, in to se terapevti, ki delamo v bistvu celostno, holistično, jaz tudi delam v sklopu holistične medicine, integrativne medicine, kjer res obravnavamo človeka na vseh nivojih. Torej, fizični aspekt je pomemben, ga ne smemo zanemariti, ampak seveda je pomemben čustveni vidik, kako v bistvu se soočajo s svojimi čustvi, mentalni vidik, kako so tvoji vzorci, tudi karmični vidik, kaj nosimo odprej, tisti, ki so dosti odprti, gremo tudi ta vidik lahko pogledati. Recimo, imel sem en primer gospoda, ki je imel hude glavobole in seveda medicina ni znala najti vzroka, jaz sem imel tudi tenijske glavobole dejansko v preteklosti in smo šli raziskovati in se je v enem življenju zaradi nesrečne ljubezni vzel življenje in je bilo pač ubešanje s samomorom in ni bilo pretoka krvi. Dejansko to se je prek karmičnega telesa preneslo v njegovo novo telo na fizični nivo in je on imel hude glavobole, tenzijske in nič mu ni pomagalo. Ko sem videla naredila nekaj terapij, sva to razrešila, te blokade, on je to zavestno se s tem soočil, torej poglobil realnost ali zavedanje, njegovi glavoboli so zginili. Tako da noro, kaj se vse da preko transformacije podzavesti. Ampak glavobol pomeni, da je pri vsakem posamezniku lahko drugačna transformacija. Ni rečeno, da ima vsak isto doživetje iz preteklosti. Jaz vsakega v bistvu obravnavam individualno in vsakemu v bistvu najdemo lahko različne vzroke. Nekdo ima mogoče vzrok iz tega življenja, da je v bistvu se upira nečemu, glavobol vemo, da je upor nečemu na metafizični ravni. Kaj če te muči srce? Srce, če v bistvu so določene bolezni na tem nivoju. Tako recimo. V bistvu težko izražaš čustva, težko si v stiku s seboj, v bistvu preveč mogoče deluje, premalo čutiš sebe na neki ravni, tako. Da gre v tej smeri. Kaj je bilo zate najbolj presenetljivo spoznanje osebno do tebe ali pa mogoče do katerega posameznika, s katerim si deloval, da je bilo res tisto, da si rekel, zdaj pa razumem, zakaj si se odločil za to področje delovanja? V bistvu je dosti podobno. Ljudje imamo dosti podobne vzorce, sploh tle Slovenija, ta hlapčevstvo, moraš se podrejati, moraš garati, moraš ugajati, ustreza drugim, moraš delati, kot avtoriteta hoče, tako kot ti rečejo. Tle imamo kar dosti dela, tale narod. Ampak več ali manj se dela na teh blokadah iz otroštva in vidim, da dosti vzorcev je podobnih. Imel sem kar nekaj primerov uspešnih ozdravitev depresij, hudih anksioznosti, ljudje so bili reže v takem težkem stanju, da niso več videli smisla, so razmišljali o samomoru, tako da na to sem zelo ponosen, da v bistvu se da s tem delom na podzavesti, na transformaciji teh nezavednih energij pomagati človeku, da spet najde smisel do življenja, da spet najde ti svoj zakaj, je pa vendarle še vredno, kljub temu, da je težko dostikrat biti tukaj pa živeti sebe. Ampak zakaj pride človek tako zelo nizko in razmišlja o samomoru? Kaj je tisti ključni razlog, da se ta misel sploh pojavi? V bistvu je čisto odvisno od posameznika. Dosti ljudi je zelo potlačenih, zelo neizživetih, zelo pokopanih pod nekimi tonami nekih energij, ki niso v bistvu njihove. V bistvu živijo življenje nekoga drugega, torej ne živijo zares sebe, si ne dovolijo živeti svoj polni potencial in lahko pride tudi do te faze, do te točke, seveda so določeni transgeneracijski vplivi, lahko torej vplivi prednikov, kjer v bistvu smo mi prejeli določene energije, določene vzorce, blokade, travme. Lahko je bila neka transgeneracijska travma, da je nekdo v preteklosti že naredil samomor in to se tudi mi pokaže v individualnem delu. Vidim, da je neka travma transgeneracijska, tudi intuitivno, jaz lahko zaznam preko enotnega polja, se povežem in dobim pač intuitivno odgovor, ki je težava in potem seveda ne povem človeku, ker ni fora v tem, ampak ga vodim z vprašanji, lahko ga dam v eno tako sproščeno hipno stanje, torej tudi elementi hipnoze seveda uporabljamo lahko, da človeku pomagamo, da pride v stik s to podzavestno travmo in da gremo v sam vzrok, torej v sam srž težave in da tam na nezavednem nivoju razrešimo blokado in ko razrešimo vzrok, vemo, posledica zgine. Ni več potrebe po depresiji. Klasična medicina vemo pa samo za tableti, nekim antidepresivi, recimo SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, torej zaviralci ponovnega proizvema serotonina, pač kemično probajo
poveča koncentracijo serotonina v sinaptični špranji, ampak danes vemo, da se da tudi to na naraven način z meditacijo, z dihanjem, kar tudi jaz kot holistični zdravnik uporabljam vse te metode, Kvantna medicina recimo tukaj je zelo, zelo pomembna, In pa seveda delo na podzavesti, tako da kombiniram vse pristope, da res pridemo v srž problema in da rešimo na holistični ravni težavo, Pa preden greva na tvoj začetek delovanja, me samo zanima mnenje o naši klasični medicini. Se vedno strinjaš z njo, se ne strinjaš z njo? Zakaj? Delno se strinjam, je zelo dobra za akutna stanja, Tukaj je res kapo dol, hvala Bogu, da jo imamo, jaz rečem, in super, rešujejo akutna stanja, pri seveda nekih kroničnih stanjih pa je treba zadevo nadgraditi z celostnim pristopom s holistično medicino, ker mi, roko na srce, nismo samo fizično telo, ampak smo dejansko, kot sem prej rekel, duhovna bitja, ki imamo vsa telesa in je treba delati na vseh telesih hkrati. In če bi se mi združili, klasika in holistična, in bi skupaj delovali, da ne bi drug proti drugemu se borili, bi veliko več dobrega lahko naredili za ljudi. Tako da jaz bom rekel, zdaj se zadeve počasi premikajo, tudi dosti zdravnikov v klasični medicini je spoznalo, da je premalo samo to, in da je treba zadevo nadgraditi. Tako da jaz sem recimo za primer, to bo zagotovo zanimivo za gledalke, gledalce, tega podcasta sem imel kar hude preizkušnje že kot študent, ker sem bil tak naiven, sem dal nek svoj seminar na listo študentov medicine, in so bili ene trije taki nadobudni, klasični ortodoksni, nezaverovani samo v tisto, kar so se učili, so me prijavili dekanu, učiteljskemu zboru, in sem imel kar hude preizkušnje, in so mi hoteli prepovedati, imel sem še 3 izpite do konca, so mi hoteli prepovedati, da bi končal medicino, ampak potem sem jaz s temi znanji, ki jih imam, sem to umiril in tudi za nenasilno komunikacijo, potem so mi seveda dovolili, in sem vseeno postal zdravnik, nekaj časa delal v klasični medicini, potem pa spoznal, da samo z delom tam ne bom mogel res izpolniti tega polnega potenciala, tega, kar kot duša, kot zavest prinaša na ta svet, kar imam pač za človeštvo. Pa greva zdaj 16 let nazaj. Zelo me zanima, kakšne težave so imeli takrat ljudje. Recimo, kaj je bilo tisto glavno, s čimer so se soočali, pa bo šla potem v času pred COVID-om pa po COVID-om, ampak recimo 16 let nazaj, kje je bilo to naše zavedanje, stanje? Ja, bom rekel, takrat je bilo zelo težko, zelo teže je bilo delati to, kar jaz delam, ljudje so bili še dosti zaprti, tudi energije, vibracije, frekvence na Zemlji so bile še nižje, kot so danes, ker vemo, da se frekvenca na Zemlji zelo viša, in da nas to v bistvu spodbuja, da mi res delamo globinsko na sebi, tako da zdaj je veliko lažje, bom rekel, ljudje so bolj odprti, včasih je bilo res težko, sem imel tam po 3, 4, 5 ljudi na seminarju, je bilo zelo težko tudi ljudi nagovoriti, tako da zdaj pa dejansko ta COVID je bil, bom rekel, dobra iniciacija, je bilo eno prebujenje, bom rekel, da so se ljudje začeli bolj ukvarjati s sabo, da so se mogli bolj soočati s svojimi strahovi, ker med COVID-om je pa bilo res noro, mi smo imeli res toliko dela, da je bilo težko vse podelati, ker so se ljudem res sprožale te travme, strahovi, blokade, transgeneracijske tudi, lakota, pomanjkanje, ne bo, zmanjkalo bo. Vse to je v bistvu prišlo na površje, kaj ti vemo, kot človeka stisneš v kota, ko ga postaviš pred dejstvo, zdaj pa, a boš nekaj naredil ali boš pa odšel dobesedno, eni ljudje rabijo tudi hude iniciacije, kot so težke bolezni, preizkušnje, da se zbudijo. Pa opaziš, da je ta prelomni trenutek bil v času COVID-a, da so ljudje zdaj postali popolnoma neke druge osebe, kot so bili prej, da so pokazali popolnoma neko drugo podobo, vlogo, ki jo imajo v življenju. Ja, definitivno. Na nekatere je to seveda vplivalo tako, nekaterim pa tudi to, bom rekel, ni pomagalo, in so eni še vedno taki, kot so bili, in za take jaz rečem pa verjetno ne bo pomoči, bodo rabili zamenjati telo, da se bodo mogoče zavedali kakšnih globih resnic življenja. Ampak vseeno, opaziš razliko? Ja, definitivno. Na katerih področjih? Je to, je to, da imajo ljudje zdaj čisto druga prepričanja, iz tvojih izkušenj. Verjamem, da delaš neke analize. Ja, v bistvu depresije, v bistvu veliko anksioznosti, veliko izgorelosti tudi, v bistvu vsa ta stanja so se, bom rekel, kar več je tega, kot je bilo v preteklosti. Verjetno so ljudje bolj pod stresom, več je v bistvu vseh teh pritiskov tudi, bilo v službah določenega posilovanja z cepivi in tako naprej. In vse to je bilo seveda en tak impuls od zunaj, ki je ljudi v bistvu pahnil v to, ali bom zdaj nekaj naredil na sebi, ali pa ne bo dobro z mano. Koliko procentov
Se recimo 30 do 40% so statistike pokazali, je porast v bistvu anksioznosti, depresivnih stanj, izgorelosti. To pri nam v Sloveniji govoriva. Ja, in tudi globalno, evropsko, na evropski ravni. Ampak to je ogromna številka. To je ogromno, ja. In kaj lahko naredimo? Delo na sebi je zdravilo, ne? Tlele meditacije, dihalne tehnike, psihoterapija, ne? Torej vsi te pristopi, ki jih jaz tudi izvajam, so ključni, ne? Torej celostno pogledati na se, pogledati, okay, kje imam stiske, zakaj imam tukaj stiske, iti vase, se malo vprašati, že kakšen dnevnik občutkov, da bi ljudje pisali, da bi sproti stvari dajali ven, ne? Da bi, ne vem, neko redno meditacijo, neko redno dihalno prakso izvajali, ne? To bi jim zelo, zelo pomagalo, ne? Ampak vseeno, kaj rečeš nekomu, ki pride do tebe in reče, da je to kar neki, da to ni kot klasična medicina? Kaj odgovoriš taki osebi? Ja, bom rekel, ok, mogoče rabi to neko izkušnjo, mogoče rabi še kakšno iniciacijo, da bo prišlo do faze, ko mu klasična medicina mogoče ne bo mogla pomagati ali pa ne na ta način, kot bi si on želel, ne. In ja, so še določeni ljudje, ki ne verjamejo, ki mislijo, da samo zdravilo pa tabletka reši vse težave, ne. Ampak hkrati pa vedno več ljudi se zaveda, da to samo to ne bo rešilo težave, a ne. Torej, treba delati na vzrokih, ne na simptomih, a ne. Dostikrat klasična medicina dela samo na simptomih, torej ne razreši pa vzroka, ne, kar se mogoče začasno reši težavo, ampak na dolgi rok se zadeve lahko ponavlja, ne. Pa meniš, da je bil ta situacija z COVID-om namerno povzročena, da bi ljudje imeli več svojih težav sami s sabo? Jaz bom rekel tako, da je to v bistvu namen je prebujenje, a ne, da je to višji namen prebujenje ljudi, a ne, torej da se zbudijo iz enega spanja, a ne, bom rekel, nek kozmični višji načrt, mogoče preko vseh teh ljudi, ki mogoče delajo navidezno slabo, v resnici ne delajo slabo, ampak delajo dobro. Na neki globi ravni, ampak to mnogo ljudi ne dojame še vedno, ne, ker samo vidijo dualnost, ne, dobro, slabo, belo, črno, lepo, grdo, ne. Ampak v resnici na najglobi ravni je vse dobro za nas. Zakaj? Zato, da se mi prebudimo, da se postavimo zase, da postavimo določene meje, torej da se človeštvo kot zavest človeštva prebudi. To jaz vidim, da je bil dober namen tega in tudi če bo še v prihodnosti, eni zdaj napovedujejo spet neke 2025 variante, ne, Marburg in tako naprej sem že slišal. Tako da vse je namenjeno, da se človeštvo zbudi iz spanja in da naredimo tisto, kar smo mogoče mogli že narediti, pa nismo bili do zdaj pripravljeni, ne. Ker vemo, ne, mi najbolj napredujemo, kaj nas stisnejo v kot. Takrat človeštvo bi vse naredilo, ne. In posameznik, ne, kaj stisne, ok, zdaj imaš raka, ne. Zdravnik ti reče, imaš še pol leta življenja, vse boš naredil, ne. Ne boš se zafrkaval več, to besedno, ne. Boš šel all in, boš šel celostno pogledati in če ti medicina klasična ne bo mogla pomagati, boš iskal alternative, a ne. Vsak pač rad živi, a ne, noben noče iti, ne, kot bi Manca Košir rekla, na končni izlet, ne. Torej dejansko vsi se borimo za to življenje, ne, tako da definitivno je to pomembno, ne. Pa vseeno, meniš, da lahko da narediva dobro kombinacijo, a ne, z klasično medicino, z duhovnostjo, z vsem tem, kar ti počneš, prebudimo ljudi. Ker jaz ocenjujem, da smo še v slabši fazi, kot smo bili pred COVID-om, če gledam populacijo ljudi in obnašanje in odnose in vse. To je pač moje videnje, a ne. Kako ti gledaš na to? Ja, jaz verjetno vidim bolj take, ki so pripravljeni nekaj narediti, ne? Okay, ker dobro. taki pridejo k Tebi, meni, ne? Ker verjetno takih, ki niso pripravljeni, niti me ne bodo slišali, niti me ne bodo razumeli, niti ne bodo prišli na koncu k meni, ne? Ker so še zelo, bom rekel, v mentalu, nič narobe, pač vsak je tam, ker mora biti, srečam, ne? Vsi imamo določeno stopnjo zavedanja in kot duša pač mi potujemo preko različnih izkušenj, preizkušenj in smo tudi mi verjetno v preteklosti imeli določene izkušnje, ker smo pač zelo mentalno strogo gledali, ne, na to življenje, da se nismo zavedali širšega pomena, da smo v bistvu ta neskončna zavest, ki imamo tukaj en kratek, ne, postanek in potem gremo dalje, ne, in potujemo naprej in gre za evolucijo zavesti, torej karkoli v bistvu se nam zgodi, jaz bom rekel, se nam zgodi za naše najvišje dobro, ne, in življenje se ne dogaja, ne, tebi, ampak se dogaja zate, torej za tvoj razvoj, za tvoj napredek, to pravi tudi stara modrost, ne, torej vse, kar se nam zgodi, je v resnici dobro za nas, ne. Čeprav naš to na začetku ne loči, ne, ločuje dobro, slabo, to je še vedno
to je še vedno v bistvu ločevanje, to je še vedno dualnost. Ampak če gledamo z globega duhovnega vidika, je pa vse dobro za naš razvoj zavesti. Ne? Mogoče deliš z nami kako zgodbo, ki ti je ostala v vsej svoji karieri v enem lepših spominov, ali pa ne vem, mogoče, da si poskušal za eno osebo, pa se ni izpeljalo na koncu, koliko sta si zastavila cilje. Jaz vidim tako generalno, no, tako splošno, ne, da ljudem manjka te vztrajnosti. Ne. Vsi bi radili čarobne palčke, rešitve čez noč. A je nimaš, da je? Lahko je, kdaj se tudi to zgodi, ja, se lahko zgodi, ampak dostikrat je pa razvoj, proces zavesti in čiščenje podzavesti pač procesa, ne, ker ne bo v 3 seansah vse rešeno, ampak je saj določen čas potreben, ne, seveda odvisno od cilja stranke, od tistega, kaj oseba sploh želi doseči. Če delamo, ne vem, samo na izboljšanju, ne vem, javnega nastopanja, bo mogoče 3 do 5 seans dovolj. Ne. Če pa delamo na generalno spremenitev vsa področja življenja, ne vem, partnerstvo, finance, odnosi, prijateljstvo, ne vem, služba, bo pa to seveda en proces, ki bo malček le trajal. Ne. Pa mogoče vseeno en primer iz tvoje lastne izkušnje, ki verjamem, da ga imaš. Ja, ta primer recimo gospoda, ki si mu hotel noge odrezati, ne, on je imel v bistvu zelo, tako, no, bom rekel, zelo pomembno funkcijo v službi, je v bistvu bil na vodilni poziciji in delal pač svoje delo odgovorno in tako naprej in je tudi seveda preskrbel svojo družino. In ko pa mu je začelo v bistvu v poslu, so se mu zadeve poslabšale, torej promet je upadel, ni mogel več v bistvu preskrbeti svoje družine, sva v bistvu ugotovila, da si on sam skreiral bolezen, ne, pač ni bilo več pretoka, zdravniki niso vedeli, gangrene je že imel, ne, hoteli so mu dejansko noge odrezati, noge so odpovedovale, ni bilo pretoka, ampak so ugotovili, da si on sam skreiral to bolezen, zato da je imel izgovor, da ne rabi preskrbeti družine. Torej je bil nezavedni vzorec program v umu njegov, ne, da mora, da je on odgovoren za svojo družino in ko je poslovno pač mu šlo slabše, tega ni mogel več seveda izvajati, ne, oziroma izpolnjevati tega svojega programa, je bila bolezen izgovor. In ko sva to v bistvu odkrila, ni mogel več hoditi, po prvi terapiji sva zamenjala preko kvantnega enotnega polja te vzorce, te blokade, on je že sam lahko šel, vstal, ne, in šel v avto, po drugi terapiji je pa njemu se stanje povsem izboljšalo, seveda telo je še rabo nekaj časa, ampak je začel normalno hoditi, telo je potem vzpostavilo pretok, ne, po žilah, ne, oksigenacija se je vzpostavila, torej kisik je prišel torej tudi do stopal in on se je povsem pozdravil. In zdaj še vedno je rekel, ne, vsak dan hodam na Šmarno goro, ne, lahko pa bi dejansko vstal brez nog, ne, če ne bi v bistvu takrat mene poiskal, torej tle je prišlo res do preskoka, jaz rečem kvantni preskok na nivoju zavesti, on mi je zaupal, ne, je zaupal procesu, to je tudi seveda pomembno, ne? In seveda sva lahko odpravila tiste blokade, da je pri njemu prišlo do samozdravitve. Jaz vedno rečem, jaz nobenega ne pozdravim, samo poskrbim za pač okoliščine, da telo naredi tisto, kar ima za narediti, da pride do samozdravitve. Ker naše telo je inteligenten sistem, to je božanska kreacija, ne? In se zdravi samo. Ne? Mi sam rabimo določen input dati, da lahko telo naredi tisto, kar ima za narediti. Ok, imamo še nekaj minut do konca, pa dejva zdaj recimo, da pridem jaz k tebi kot pacientka z vsemi svojimi izzivi, ki jih imam v tem trenutku. Okay. Kaj bi mi rekel? Kako bi začela? Kaj čutiš recimo? Ok, Damjana, čutim neke težave, ne? Ja. Da so, ali mogoče glede partnerstva, glede... Tudi, ja. Okay. Razhod po zelo dolgih letih, tako da... Aha, ok. Mogoče greva pogledat, kakšni so te občutki zdaj, kaj čutiš, ob tem ne boš šla cel proces terapije, ker ni časa. Sam dava neke smernice. Kaj čutim? Ja. Ta trenutek čutim, da smo na koncu, ne? Da se bližamo koncu. Prej sem čutila pa ogromno jeze, ko sem se odselila, je bila neka mirnost, zdaj sem pa spet v oni fazi, ko imam en dober dan, pa en slab, pač, ker ne pridemo do zaključka, čeprav čutim, da bo zdaj konca. Ne? Torej, čeprav slišim, so neka nihanja energije. Tako. Čeprav na zunaj jaz vedno delujem super in fajn, kar je dobro, ampak znotraj sebe bi pa opisala, če bi šla v tem trenutku na Himalajo, bi po moje tako zakričala, da bi se cela Himalaja sesula. Evo, to sem ti zdaj najboljše opisala občutek. Super, torej v bistvu na zunaj imaš mogoče neko masko, ne? Skriješ tisto bolečino noter, kaj je, ampak noter pa je še neka jeza, bes, ki bi rada to dala ven, pa mogoče
Pa meditiram vsak dan, pa Okej. diham, pa vsak dan hodim na hrib. Tako da Nekako probaš balans držati. Ne? držim balans, Ja. ampak vseeno, ne. Vseeno so pa neki vzorci tlele, no, mogoče bi rabila iti tako 1 na 1, ki bi se ne. Ja, ampak kaj dobila. meniš, da je moj glavni vzorec? Da te malo izzovem. Da te malo izzovem. Kaj skušaš ljudem povedati s tem, kar si? Kaj je tista tvoja vibracija, ki jo hočeš pokazati svetu? Pa mogoče. Res je lahko si iskren, Ja, direkten, ja. ker ne skrivamo, v razkritih nič ne skrivamo. Nič ne Tako. skrivamo, ja. A si hotela partnerja kdaj tako nadvladati? Saj sem ga. Si ga, ne? No, evo, to je ta energija, malo dominance, malo te Sem vladami, sem vedno, ja. si, ne? Tako je. Malo več moške energije, ne? Ja. Kot ženske, tako da mogoče bi na tem mogla delati na malo balansu, ne? Dobro. Moške, ženske energije, ne? Tako da mogoče je bilo tle kar nekaj konfliktov, nekaj izzivov. Tako klasika, ne? Pridejo ženske, vsi imajo več ali manj podobno, ne? Okay. In so določeni tle konflikti, ne? Je mogoče priložnost za naprej, a ne? Da se na tem malček podela, več sočutja, mogoče do sebe, do drugih, a ne? Torej na tem nivoju bi jaz začel delati, ne? Da bi bilo. Ok. Ja. V redu, Dan. Šlo. Evo, sva prišla do konca, tako Super. da jaz se ti zahvaljujem za obisk v današnjih razkritjih. Hvala za povabilo. Tako vse dobro v delu naprej. Hvala enako. Dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Ne pozabite, razkritja so na portalu Iz prve roke in do prihodnjič. Srčni pozdrav.